tudi 5 delavcev iz Lavrovca. Srečkova Frančiško, Petresnega Viktorja, Krajerskega Janeza, 2 Marjančenkovega očeta in sina, torej kar 5 Lavrovčanov. Potem 4. avgusta so zvedeli spet na vrhu, da so ubili Maselcovega Janeza. On se je pred 2 leti, še 2 leti ni bilo, ko se je poročil na Butajnovo in tam so ga v pričo otroka in žene iz neznanega razloga ubili. Potem 9. avgusta 1942 so prišli po noči na dom k Marjančniku ter umorili mater. Imeli so namen umoriti tudi Albino, ampak je na srečo, so jo samo težko ranili, ostala je živa in ker je ona prepoznala te krvnike, so potem pozneje Italijani prišli, aretirali te krvnike in jih v Horjulu 11. avgusta istega leta tudi ustrelili. No in še potem pozneje konec avgusta 1942. leta pa prinese novico, najbolj tragično, časopis Slovenec, da so v Beli krajini umorili na strahovit način duhovnika iz Hlevnega Vrha Janeza Raztresena. To je bilo pa verjetno pika na i, da so se nekako vaščani stopili skupaj, da so rekli temu teh stvari ne moremo odobravati, nekaj moramo zaščititi, moramo naše. Če se dogaja vse to okrog nas, se zna zgoditi, da se tudi začne dogajati v našem kraju. Stopili so skupaj in na pobudo šentjoških vaških stražarjev se na vrhu ustanovi oktobra 1942. leta vaška straža. Naselili so se v Mežnariji na vrhu, teda je bila šola v teh prostorih, šola pa se je preselila k Jerebu, na veliko kmetijo, kjer so odstopili zgornje prostore hiše. K vaškim stražarjem so sprva šli vsi, tako gospodarji kot mladi fantje, ampak zaradi obilice dela so potem gospodarji počasi šli nazaj domov. Ti mladi, se veste, da takrat jih je bilo zelo veliko, so bile velike družine, so pa bili na vrhu. Ob večjih kmečkih opravilih, ob košnjah, ob oranju in takih stvareh, so pa hodili po dogovoru domov pomagati. Enkrat eni, drugič drugi. Takole vaški stražarji, tak posnetek, so se gibali okrog vrha ter hodili pomagati. 43. leta pomladi pa pridejo na vrh četniki, saj so Italijani začeli spuščati iz internacije te nekdanje vojake starojugoslovanske vojske. Tako je prišla tudi ena taka skupina, okrog 30 četnikov se je tukaj okrog gibalo, Šentjošt, Vrh, tako da so tudi tukaj. Radi bi se na nek način pridružili vaškim stražarjem, vendar ti jim niso zaupali popolnoma, zaupali so le domačinom, vedeli so, poznali so se med seboj in so vedeli, kdo ima s kom opravka, tako da kakšnega večnega zaupanja četniki pri njih niso bili deležni. Vrhovski vaški stražarji so se povezovali s šentjoškimi, z ravtarskimi, zaplaninskimi, prenašali so informacije drug drugemu, skratka, če je bilo potrebno, so si pomagali, hodili so iz vasi v vasi, v vas. No, po kapitulaciji Italije septembra 1943 pa vrhovski vaški stražarji niso vedeli, kako naprej, zato so šli v Rovte, torej 29.9. in tukaj v Rovtah se je pozgodil en tak neprijeten dogodek, ker so Nemce obvestili, kot da so partizani v Rovtah. In so Nemci napadli te vaške stražarje. Istočasno moram povedati, so prišli vaški stražarji tudi iz Zaraven, tako da so bili tudi takrat tukaj. No in poleg rovtarskih žrtev je padel tudi Bradeškov Janko z nemške strani, ker Nemci so bili lažno obveščeni. No in potem so se
enako kot rovtarski, tudi vrhovski vaški stražarji vključili v slovensko domobranstvo in se po 3 dneh vrnili nazaj na postojanko na vrh. V Rovtah je bila glavna četa, vrhovska pa je bila le dislocirana enota te rovtarske čete, ker so delovali enotno. Poveljnik vrhovske domobranske posadke pa je bil šentjoški komandir Franc Grdodolnik. Torej, meje po kapitulaciji fizično ni bilo več, meja ostane, ampak prehodi so bili, bom rekla, bolj, vendar mine so bile pa še zmeraj, veste, mine so pa ostale, tako da so ogrožale ljudi, prehod je bil še zmeraj zelo tak negotov. No, po tej kapitulaciji Italije so Nemci še enkrat, ko so zasedli, prerešetali kraj in iskali, če je še kje kakšen fant ali pa mož, da bi bil primeren za njihovo vojsko. Vse so odpeljali v Smereško cerkev, ampak ugotovili so, da ni nikogar, ki bi bil vreden nemške vojske, kajti doma so bili ali z prve svetovne kako poškodovani ali pa kako drugače, bom rekla, prizadeti možje, tisti, ki so bili še doma. Skratka, ugotovili so, da ni več primernih za njihovo vojsko. No, takole en posnetek vrhovskih domobrancev, še vedno jim zaupajo. Se je pa dogajalo, da so strani partizanov pribežali nekateri tudi med vaške stražarje, vendar vaški stražarji so ostali kar zelo, zelo previdni, tudi njim niso upali zaupati, ker niso vedeli, ali so kakšni špionaži ali imajo poštene namene. No, na jesen leta 1944 pa se zaradi ropov partizanov, ker se je čedalje večji pritisk, ti pritiski so se izvajali, so pa domobranci ustanovili pomožne postojanke okrog vrha. Na vse 4 strani hriba so jih razvrstili in tako je bilo na Jerebovem griču, na severovzhodni strani hriba ena taka pomožna domobranska postojanka, potem druga je bila v dolini, pri Dolinarjevih, na severni strani, pri Brencetu na jugozahodni strani hriba, ter pri Bradešku v Hribovem vrhu na južni strani hriba. Taka pomožna postojanka je štela približno 10 domobrancev, ki pa niso bili samo domačini. Bilo jih je nekaj z Vrhnike, potem z Logatca, z različnih koncev so bili, pa tudi domačini. No, partizansko gibanje se je na zimo iz 44. leta na 45 kar okrepilo, pomoč so dobivali od zaveznikov, no in prav dobro, da so bile te postojanke nameščene, kajti že v decembru 44. leta so z Goropeške strani prišli partizani ropat, kajti Goropeke so bile popolnoma izropane. Če vprašaš kakšne starejše ljudi danes, še vedo povedati, da je bilo na 5 kmetij, ne vem, so rekli 4 ali 5 govedo, 5 velikih kmetij je imelo praktično 5 govedi še, popolnoma izropane. In tam niso imeli kaj več dobiti, potem so šli pa po rebri sem proti Trem kraljem, no in ker niso vedeli, da je v dolini ta pomožna postojanka, se je vnel tam boj in v bližini Dolinarja, na Krogarskem griču, je padel en partizan, torej je bila žrtev na tej strani. Istega meseca so partizani prišli tudi v Hlevni vrh, so plenili iz te severne strani, prišli so na Pila dol, plenili pri nas doma, pri Žaklju, potem so prišli do Bradeška, tam je bila pa postojanka domobranska in so jih odbili. Rekli so, ti pričevalci so povedali, da jim je šlo to verjetno pod nos, ker so že potem februarja ponovno prišli v Hlevni vrh in so z te južne strani, z rovtarske strani, bi rekla, prišli iz gozda, z Loga proti Hlevnovrški cerkvi in so napadli Mežnijo od zadaj, ropali in potem se je imel napad pri Bradešku, tam je bil pa
sodeč po snegu, po krvavih sledeh po snegu, tudi verjetno kakšen partizan ranjen. O smrtnih žrtvah niso vedeli povedati. No, februarja 1945 leta je bil tudi napad partizanov iz Žirov, ki se je na srečo končal brez žrtev. No, pa tudi februarja še pri Brencetu je bil napad partizanov, sta bili pa 2 žrtvi na strani partizanov, je pa patruljirala po noči domobranska patrulja okrog vrha in so zavedali četo partizanov, ki se je bližala vrhu in so šli obvestiti domobrance, tako da takrat bilo verjetno veliko žrtev pri Brencetu, ampak so se potem oni na hitro pripravili in dobili pomoč z vrha, tako da so partizani odbili. Na srečo na domobranski strani ni bilo žrtev, še bolj bi bili verjetno zadovoljni, ko sploh ne bi bilo žrtev. Obvarovali so naši domobranci domove, ljudi med vojno, tako da smo bili na nek način kraj kar zadovoljni.